Pozdravljeni, prijazno, radoživo, ustvarjalno, tudi z moje strani zelo na kratko. Ko je bil še v osnovni šoli, so učenci vprašali, kaj bodo, ko bodo veliki. Polovica razreda je rekla, da bojo vratarji v nogometnem klubu Olimpija. Preostala polovica, minus doktor Miha Bobič, je rekla, da bojo košarkaši. Odgovor Mihe Bobiča je pa bil: jaz bom pa inženir. In to inženir strojništva. Doktor Miha Bobič, vabim, da se mi pridružiš na odru za govorniškim pultom, samo še 2 besedi. Miha ni samo podpredsednik poslovne enote Danfossa Daljinska energetika, ampak je tudi človek, ki je aktiven državljan. Torej ne deluje samo tisto, kar je njegov opis del in nalog, kot menedžer in kot inženir v enem največjih inženirskih podjetij na svetu, ki je tudi evropsko inženirsko podjetje, ampak je že nekaj let tudi izjemno prodoren in navdihujoč predsednik iniciative Inženirke in inženirji bomo. Tako da Miha, sama ušesa so nas. Izvoli. Hvala za besedo. En lep pozdrav vsem prisotnim. Če pogledamo inovacije, na inovacijo vpliva mnogo parametrov. En od glavnih parametrov pa je kompetentnost inovatorjev. Kajti bolj so kompetentni inovatorji, bolj razumejo, kje so meje tehnologije in zato, ker bolj razumejo, kje so meje tehnologije, lahko te tehnologije boljše izboljšajo in tudi svoje zamisli boljše realizirajo. Torej, inovacije so direktno povezane s šolskim sistemom in sicer države, ki imajo boljši šolski sistem ali pa so bolj atraktivne za bolj izobražene kadre, imajo več inovacij, tiste, ki pa tega nimajo, pa jim celo kadri odhajajo, imajo pa problem, zato ker se inovacije zmanjšujejo. Se pravi, kako dobri bomo v inoviranju, je predvsem pomembno, kakšni in kako dobri in koliko mladih se bo odločilo za inženirski poklic in seveda, kako dobre profesorje imamo, kako dobro opremo imamo. Seveda inovacije vplivajo tudi same vložki v raziskave in razvoj, ampak ta denar mora priti do kompetentnih ljudi, da lahko realizirajo nove izdelke in storitve. Če pogledamo inovacije, zakaj so tako pomembne, potem vidimo, da inovacije nam povečajo produktivnost. In sicer ne tisto produktivnost, da delavci naredijo več, ampak povečajo produktivnost družbe. Kajti družba lahko s pomočjo inovacij ustvari večjo dodano vrednost in s tem pomeni večji bruto državni proizvod. In obstajajo raziskave, kjer je globalni indeks inovativnosti koreliran z bruto državnim proizvodom. Zanimivo je, da je odnos skoraj linearen. Obstajajo seveda države, ki gredo navzgor, te se predvsem ukvarjajo z mednarodnim bančništvom in z trgovino. Obstajajo pa tudi države, ki so zadaj, in to so predvsem države v razvoju, kjer imajo verjetno malo slabši sistem izobraževanja, predvsem pa ne toliko razvito industrijo, manj možnosti za mlade, slabše razvito podjetništvo ali pa enostavno mladi zaslužijo preveč, ker imajo visoke davke pa nizke plače. Torej, ta korelacija nam pomeni, da lahko se gremo v krivuljo, špiralo, ki gre navzgor, lahko pa imamo špiralo, ki gre navzdol. In sicer, če inovacije prinesejo večjo produktivnost, ki je izredno pomembna v današnjih časih, ker se družba vedno bolj preliva v družbo, ki je storitveno naravnana, ki pa je delovno intenzivna družba. To pomeni, da inovacije prinesejo večjo produktivnost, nam prinesejo večji bruto državni proizvod in če se država obnaša pravilno, kar pomeni, da svoje delovanje racionalizira, se pravi tudi oni povečajo svojo produktivnost, potem ostane več denarja za STEM poklice. STEM pomeni Science, Technology, Engineering and Math. In seveda se da to tudi nadomestiti. Države, ki imajo naravne danosti, recimo Saudska Arabija, imajo čisto v redu GDP. Problem je v tem, da so naravne danosti končne in da so izredno podvržene tržnim razmeram. Seveda tudi direktne tuje naložbe v gospodarstvo spodbujajo GDP, ampak edina trajna rešitev za povečanje bruto državnega proizvoda so inovacije. In Slovenci lahko šele od leta 1919, ko je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani in s tem tehniška fakulteta na tej univerzi, študiramo doma v svojem jeziku.
Ustanovili so jo 3 zelo pomembni ljudje, geolog, mineralog Hinterlechner, ki je bil tudi prvi dekan, potem kemik Samec in seveda strojnik / elektrotehnik Vidmar. Tako ni bilo treba našim predhodnikom iti v Prago, na Dunaj, v Budimpešto, v Milano po znanje, ampak so lahko to znanje dobili doma. Na tej tehnični fakulteti sta bila 2 oddelka, en je bil za strojništvo, en za elektrotehniko. In te 2 oddelka sta predhodnika fakultete za strojništvo in fakultete za elektrotehniko, ki sta stebra klasičnega inženirstva. Gospod Vidmar, se pravi profesor Vidmar, pa je prinesel v naše kraje še nekaj. Prinesel je nemško inženirsko šolo. In ta nemška inženirska šola ostaja pri nas kljub poskusom, da bi se uveljavile druge struje. In zdaj, če pogledamo malo nazaj, vidimo, da edino veliko uspešno podjetje v naših krajih je bil idrijski rudnik živega srebra. Bil je sicer uspešen v merilih Habsburške monarhije, ampak eno izmed redkih. Istočasno je južna železnica šele prinesla mobilnost v kraje, kjer je večina ljudi živela na eksistenčnem minimumu. To pomeni, da je tehnična fakulteta prinesla v naše kraje znanje in s tem zajezila erozijo tehnične inteligence, kar pomeni za nas, da so se naši predhodniki lahko učili doma in ni jim bilo treba na tuje, da so dobili to isto znanje. Iz tega so pognale tudi prve tovarne, recimo Tones, pa strojne tovarne in livarne Ljubljana, pa Kastelic in Žabkar in podobni. Zdaj, v Sloveniji ni bilo tako, da že prej nismo imeli asov. Vsi poznamo Vego, njegove logaritemske tablice, ki so bile toliko dobre, da so sam Euler najdel samo ene par napak v njih, pa mogoče Hermann Potočnik Nordnung, ki je v bistvu postavil temelje raketne tehnike in potovanja po vesolju. Možak je bil sicer toliko skromen, da se je celo življenje skrival za psevdonimom Nordnung, ampak pravo iskro inženirstva je v naše kraje prinesla tehniška fakulteta. In na tej tehniški fakulteti so delovali asi, kot je bil že prej omenjen Vidmar. Vidmar je bil izjemen na področju transformatorjev, tako v madžarski podjetju Ganz, kot pri Kastelicu in Žabkar, in naredil številne izboljšave na tem področju. Vsi verjetno poznamo Blautka in ga poznamo po športnih objektih v Planici, ampak Blautek je za ljubljansko avtomontažo skonstruiral prvi slovenski osebni avtomobil. Imel se je Triglav. Bil je pa še nekaj, bil je navdušen konstruktor letal. In skupaj s profesorjem Kuhlom sta takrat ponesla slovensko letalstvo v sam svetovni vrh. Športno letalo Janez, delo profesorja Kuhla, je bilo najboljše malo letalo, športno letalo med obema vojnama. In potem seveda eksergija, energija. Verjetno smo vsi slišali za te 2 izraza, nekak rešitev drugega zakona termodinamike, veliki termodinamik profesor Rant. Ampak kaj smo naredili mi, današnji inženirji, da bomo svoje znanje in izkušnje prenesli na prihodnje rodove? Da bomo med nami ostali novi Ranti, Kuhli, Blautki, Vidmari, pa Vege, pa Potočniki. Kajti inženirske iskre nismo prižgali mi, tega ognja nismo prižgali mi samo vzdržujemo plamen. Ampak imamo dovolj moči, dovolj olja, da bo ta plamen svetil naprej. In če pogledamo mlade, večinoma so v množici informacij. In zelo veliko mladih je takih, ki ne slišijo svojega notranjega inženirskega glasu. Malo je takih kot jaz. Ja. In to pomeni, da inženirska opcija sploh ni opcija za mlade, posebej za dekleta. Kar pomeni, da brez inženirjev, tako kot je rekel Trubar, ne moramo stati in obstati. Ampak imamo izredno priložnost. In ta izredna priložnost je zelena preobrazba. Zelena preobrazba je postavila vse države, vse narodnosti na isti imenovalec. Na začetek. Vsi smo na začetku. In to je izredna priložnost za nas, da spet postavimo slovensko inženirstvo tam, kjer bi mogli biti. Najvišje svetovnega ranga. In
v projektu Inženirke in inženirji bomo se že 10 let trudimo, da bi navdušili mlade za inženirstvo. Rezultati so tukaj. Veliko več mladih se vpiše na inženirske šole, predvsem veliko več je deklet, predvsem, kar je pa najbolj pomembno, boljši se vpisujejo. Vpisujejo se tisti, ki so na maturi dosegli več točk, kar povprečje, kar je izredno pomembno za kakovost študija. In kako mi to počnemo? Pred 10 leti je bil na gimnaziji Bežigrad prvi dogodek. Skromen dogodek, tako se je začel. 10 dni nazaj smo imeli podoben dogodek, 10-letnico, na kateri smo napolnili celo športno dvorano Bežigradske gimnazije. 300 mladih nas je poslušali. 300. In s temi dogodki navdušujemo mlade. Mladi lahko senčijo, mladi lahko uporabljajo, spletno aplikacijo Kambi, kjer lahko prek umetne inteligence ugotovijo, katero inženirstvo jim najbolj leži. Tudi kvizum, preomenjeni kvizum, pokaže mladim, da Slovenci smo narod znanstvenikov in inženirjev. In stvari se premikajo tudi na področju deklet. Veliko inženirke so začele združevati v skupine, izmenjujejo svoje izkušnje, predvsem pa kronski dragulj tega vsega je inženirka leta. Vsako leto izberemo novo inženirko leta, ki je zmožna svojo zgodbo vžgati inženirsko iskro pri nas in pri mladih, predvsem dekletih seveda. Zato vas vabim, da vse s svojimi podjetji, da pristopite k projektu Inženirke in inženirji bomo, kajti potem bo dovolj ognja za ogenj slovenskega inženirstva in Slovenija in mi bomo stali in obstali. Hvala. Miha, hvala za ta tvoj strasten nagovor. Pravijo, če želiš druge, da bodo goreli, moraš najprej goreti sam. Ok.